Živijo, dragi moji, lep dan, dober dan, z Nives Orešnik. Hvala Nives, da si se odzvala po vabilu. Ni problema, veš, da grem jaz vedno s tabo rada na kavo, ne? Ja, res, sam je problem, ker bo ta mečkam prekratka danes. Bomo lahko še kako ponovimo, če bo kdo hotel še kaj več slišati. Točno to. Evo, ena kratka kavica, ampak sladka, pravijo, ne? Tako, evo Nives, ti si v bistvu bila Miss Slovenije, voditeljica, vadb si... Še vedno? Fitness trenerka, ja, tudi. Influencerka, ne vem, imam še rada ta naziv. V bistvu ta naziv je meni prišel čisto slučajno. Zdaj recimo rečemo, da so socialna omrežja dosti moderna in vsi jih spremljamo in vsi večino časa preživimo na Facebooku in Instagramu. In jaz sem si vedno za svoja socialna omrežja želela, da imajo pač neko kvalitetno vsebino, da ljudje od mene dobijo, ne vem, neke nasvete. Zdaj, če si voditelj ali trener, tako imaš malo tega posebnega poslanstva, da si želiš, ne vem, neko splošno mentaliteto malo spreminjati, ozaveščati ljudi o zdravem načinu življenja, ne samo, da pač, ne vem, izvajaš osebno trenerstvo pa skupinsko vadbo, pa s tem zaslužiš denar. In sem v bistvu skrbela za svoje socialne omrežja kot za nek svoj portfolio oziroma svojo vizitko, kjer me lahko ljudje najdejo in si potem recimo eventualno zberejo ali pridejo k meni na vadbo, ne? Ko so bile moje objave vedno pač lepe in zanimive, jih je vedno več ljudi spremljalo. In potem, zdaj, ko se je razvila pač ta doba influencerstva, so me pač našle tudi, ne vem, različne znamke, ki so si želele, da bi bila tudi jaz njihov ambasador, pa da bi jaz tudi predstavljala njihove produkte in na ta način sem jaz v bistvu postala influencer, ne da bi načrtno. Se pravi, nisi šla, zdaj bom pa jaz influencerka in to je to. Ne. Se pravi, je nekako tudi ne živim od tega, ja. In to se mi zdi, da je dosti boljše potem, ko nisi obremenjen s tem, da pač je to tvoja kariera ali pa pač nek glavni vir zaslužka, lahko tudi zbiraš med tem, katere stvari promoviraš in nekako svoj influence združiš pač dejansko s svojim poslanstvom pa poklicem. Ok, se pravi, recimo zbiraš recimo kakšne produkte na podlagi tega, ne vem, da se upada z zdravim načinom življenja, ali kako imaš? In da mi verjamem in nisem pač ravno to denarno prisiljena, da moram zdaj vsak projekt in vsako stvar sprejeti, ker bi od tega živela. Ok, se pravi, zdravo življenje, mislim, si ti, recimo, ko danes imamo temo, ne vem, samopodoba, pa to influencerstvo, ne vem, se mi zdi, danes je tudi veliko punc bi rade prišlo do tega, ne vem, da bi bile influencerke, ne vem, veliko je tudi tega popolna telesa se promovirajo, ne vem, na Instagramu. Kakšen je tvoj odnos do tega? Misliš, da je to dobra stran ali, ne vem, so punce zaradi tega, ti, ko imaš izkušnje z ljudmi, ali so kaj punce zaradi tega malo bolj pod pritiskom? Ja, jaz bi rekla, da pač ta Instagram je poleg realnega sveta ustvaril še en svet, torej na katerem je lahko priljubljen kdorkoli. Recimo rečemo, včasih smo bili, ne vem, znani ljudje, ambasadorji, uspešni ljudje, pač ne vem, ali karierno uspešni, ali smo jim, ne vem, ali delali nekaj zanimivega, ali so bili igralci, pevci. Danes je lahko nekdo, ki ga ljudje spremljajo pa poslušajo, tudi nekdo, ki je sam postal znan na Instagramu. Pač znan rečemo po temu, koliko ljudi ga spremlja, koliko ljudi, ne vem, lajka njihove objave, koliko ljudi dejansko klikne na neko objavo in na tak način on dobi neko ime oziroma neko dodano vrednost. Torej, da on lahko recimo ocenjuje produkte, da njegovo mnenje nekaj šteje, da če ena bejba reče, ok, jaz pa zdaj nosim eno znamko, si potem tudi drugi ljudje želijo recimo nositi to znamko. Ker recimo jaz kakšno stvar, ne vem, sploh je ne bi kupila, pa ne vem, vidim ali pri tebi kakšen produkt, recimo Argeto sem videla pri tebi, pa sem rekla, ok, ko sem šla v trgovino, pa je bila še promocija, ja, daj, če pa Nives je pa to promovirala, pa zih mora biti nekaj na tem, da je dobro, ne? Tako da v bistvu, ja, kar se mi zdi, se odločamo malo na podlagi. Pa recimo včasih smo več gledali televizijo, revije, danes pač scrollamo po Instagramu, po internetu in gledamo, ne vem, vse verjetno kar je nove kozmetike pa mode, večinoma najdeš na Instagramu skoraj največ, ne vem, na plakatih ali pa v revijah, ki jih praktično več ne beremo. Je pa tu jaz vidim malo problema, rečemo nekega internetnega prostora, na katerem pač se lahko vse objavlja, brez filtrov, brez, ne vem, rečemo neke cenzure in pač marsikaj se lahko prodaja, pa marsikaj se lahko izpostavlja za denar, ki izgubi mogoče neko kvaliteto, pa mogoče neko moralno vrednoto. Ravno to se potem recimo
ustvarjajo pač pol virtualno na Instagramu pa na socialnih omrežjih neki trendi, ki nujno, da ne vem, ali spadajo v realnost, ki potem na vse zadnje obremenjujejo ljudi. Tam se ustvarja nek svoj krog, recimo vrednot. Uspešna ženska na Instagramu ima Louis Vuitton torbico, ima taki avto, pije Starbucks kavo in statusni simboli. In nosi pač najnovejše znamke in za vsako objavo je treba imeti nov outfit, za vsako objavo se je treba namazati. Točno to, Potem, ne vem, je en produkt modern in ga bomo nosili vsi, ne glede na to, ali je kvaliteten ali ni, pol se, ne vem, influencerji borijo za lajke z enimi in istimi znamkami, malo se zgublja unikatnost, malo se zgublja kredibilnost, se mi zdi. In je poplava nekako že pogrešam malo odgovornosti, recimo iz strani nas, ne bom rekla nas, zaradi tega, ker se zelo trudim biti odgovorna na socialnih omrežjih, odgovornosti influencerjev, da se, ne vem, ne promovira kar vse povprek, da se mogoče malo pomisli, da Instagram gledajo tudi mladi in mlajši ljudje, da je vedno več otrok tudi na Instagramu, da pač ni, ne vem, sprejmemo neko odgovornost ali pa rečemo, če smo že vplivneži in influencerji, da mogoče te kanale za neka pozitivna sporočila porabimo, ne zdaj samo za svoj denar in za svojo popularnost za vsako ceno. Ne, to se mi zdi ful dobro pri tebi, ker v bistvu res daš tudi neko noto, ne vem, svoj ta pečat, neka svoja stališča izražaš, ni samo in sploh, ki je vse fajn in lepo, ampak pač poveš tudi neka svoja stališča. Jaz sem glede tega, recimo tudi, če ti iskreno povem, kot vsakakoli ženska, ali pa kot vse influencerke, ali pa če hočeš ti na Instagramu doseči neko določeno število ljudi, ogledal, ali pa hočeš, da je tvoj glas, recimo, ali pa tvoje sporočilo slišano, moraš upoštevati neka določena pravila. Instagram pravila. Instagram podpira z nekimi določenimi algoritmi določeno vsebino, ki jo pač on, ne vem, rad spušča skozi, da jo čim več ljudi vidi. To so modne stvari, to je make-up, to so selfiji, to so slike z plaže, gola telesa, pač ne. To je itak najbolj. In potem se jaz dostikrat, tega je največ. In to Instagram zelo spodbuja. In potem se jaz vprašam a bom jaz hotela, če hočem neko dobro sporočilo, recimo, a bom jaz res mogla, ali pa da bom jaz res večji doseg dobila, objavljati svoje slike v kopalkah in svojo zadnjico in ne vem, kak grem na kavo, kak jem drago hrano, objavljati, ne vem, najbolj hude znamke, da bom dobila pač nek doseg pa oglede. Vse to, ker Instagram v bistvu dejansko, kot sem te razumela, stremi k temu, da potencira te stvari. Točno tako. In potem smo pač dostikrat v dilemi zdaj, ali pač naredim jaz to, da bom imela potem večji reach, ali rajši pač obdržim nek svoj imidž, pa nek svoj jaz, ampak se sprijaznim bolj pač z manjšim reachem. Ampak se mi zdi tisti ljudje, ki te cenimo, ki te nekako poznamo, ali pa ki te začutimo, ne poznamo te vsi osebno, se mi zdi, da se povežemo s tabo in to je ta neka pristnost, ki jo ustvariš. In jaz mislim... sorry. Ne. Smo kratko stvar. To, preden pozabim. Ženske, Preden pozabim. Se mi zdi to, tako kot se jaz počutim, ali pa tako kot jaz na koncu, recimo rečem, jaz bi pa vseeno rada svojo hrbtenico, svoj jaz, ker na koncu sem s tem, kar jaz sem jaz srečna. S tem, kar bom jaz vse drugo hotela biti, pa postati, jaz ne bom srečna. To bi recimo bilo meni všeč, če bi več žensk se mogoče zavedalo, da je pač Instagram samo en prostor, ki obstaja na svetu. Res je. Da je ostalih prostorov več. Da če ti ne spadaš recimo v Instagram tip, ali pa ne vem, danes je moderno to. In tak procent žensk pokrijemo. 1% žensk vedno izpade, oziroma večina procenta žensk vedno izpade. Čez 10 let bo moderno nekaj drugega. Točno to. Bo drugi procent žensk izpadel iz tistega trenda in potem se moramo pač v bistvu malo distancirati od trendov in si najti okolje, v katerem smo pač sprejeti in cenjeni. To se mi zdi, da vsak bi lahko imel, vem, da je to pač pri vseh vplivih težko, ampak toliko moči pa svoje hrbtenice, da bi rekel, če Instagram meni ne ustreza, ali pa ne vem, content, ki ga gledam, mi ne ustreza, me obremenjuje. Imaš na Instagramu veliko vsebine, pač, ki jo lahko gledaš, pa spremljaš, pa
Ti ni treba spremljati tega, kar te obremenjuje. Ja, točno. Da rabiš se naslanjati samo na Instagram, so še druge kariere, so še druga področja, so ljudje, ki nimajo Instagrama na svetu, pa so srečni in uspešni in se gibljajo v nekem svojem določenem krogu, pač, ki sploh ni vezan na ta svet. Ne, ker jaz vem, recimo po sebi, jaz, ker sem tako včasih, ko padeš noter v Instagramu, ne vem, feed, ne, in dejansko scrollaš in vse tok popolne in napedenane in sploh, in pol se začnem jaz samo počutiti, veš. Ja. In zato sem rekla, veš, da gremo malo to samo podobo. Kaj pa stranke, recimo, ko pridejo k tebi, mislim, kako se one soočajo s tem. Tudi, recimo, kaj je v ozadju? Recimo, enkrat si mi rekla, da ko pridejo k tebi, da se včasih zelo vrtijo v tem nekem začaranem krogu. Začnejo s treningi, začnejo z vadbo, zdrava prehrana, to. In recimo, kaj je v ozadju? Zato, ker zdaj se ti lotila enega projekta, če se ne motim s psihologinjo, da jih malo usmera, ne? Zraven, ker, a ne, se mi zdi, da ni samo tisti problem, zdaj jutri bom pa, videla sem toliko pa toliko hudih babe na Instagramu in jutri bom jaz začela hujšati in jutri bom jaz, ne vem, in v mesecu dni bom jaz tipi-topi. A veš, ko se moment, jaz se odločam, pa pol zmed čakaš, sej ta ponedeljek bo prišel, pa bo naslednji pa. Daj mi povej, jaz sem recimo tukaj, zakaj sem se jaz želela, da pač bi imela recimo prvi studio v Sloveniji, ki bi v bistvu se bolj celostno lotil preobrazbe pa trenerstva samega, ker sem večinoma pri strankah videla, da je recimo, pol stvari je telesnih za poštimati, če spreminjamo življenjski slog, ali pa če preoblikujemo telo, pol stvari je pa v glavi. A ne? Pol stvari je pa v glavi. In dostikrat se zafrkavamo, kao trenerji smo psihologi. Pol smo psihologi, pol smo trenerji, ampak jaz se pač ne počutim kredibilno. Pač jaz lahko stranki svetujem, pa jih spreminjam navade. Pa ne vem, jaz lahko dam, ne vem, vse informacije o načinu, kako mora jesti, kaj mora jesti, trening, vse nam je tudi jasno, vsi teorijo poznamo. Točno to. Ker še nikoli ni bilo toliko dostopnih, brezplačnih informacij o prehrani, kot je danes, ampak še vedno nam pač očitno ne funkcionira. Točno to, zakaj ne funkcionira? Še vedno je ogromno prekomerno težkih ljudi, ogromno balanih, vse več in vse več pač ljudi, ki so pač nezadovoljni sami samo. Točno to. Oprosti, to sem se zdaj spomnila, ker recimo jaz sem imela največji problem, kako bom jaz sladkarije ukinila, jaz sem cel life jedla, tako, ni bilo zdaj to, jaz nisem bila nikoli fit kot ti, ampak tako suha sem bila, pa včasih tako malo trebušček napihnem, pa to itak od čokolade, pa ampak nisem imela, nisem pa imela zdaj problem, da bi imela, ne vem, prekomerno težka bila karkoli, ampak pač postava ni bila toliko oblikovana in ker pač gremo v kopalke, ni to, se ne počutim dobro. In najtežje mi je bilo, kako se zdaj sladkariji odpovedati, meni je bilo to konc sveta, kako mi jaz brez čokolade. Ne vem, kakšen nasvet, kako zdaj zdržati brez čokolade. In to potem rešujemo, ali s kakimi, pač ne vem, različnimi triki. Zdaj, ponavadi recimo tu pa pridejo sodelavci naši, recimo kot psihologi v poštev. Zakaj je čokolada? Je čokolada mogoče, ne vem, vir sproščanja nekega stresa? Ali je to samo navada postala, pa je treba navado spremeniti? Ali je že telo odvisno od tega? Jaz sem pa po moje odvisna. Sladkor je se zadnji isto odvisnost kot cigareti, pa karkoli drugega. In je treba pač neko krizno obdobje brez sladkorja zdržati, takrat pride pa v poštev močna osebnost. Točno, da se odpoveš, da se pač dejansko odpoveš in da vztrajaš in si strikten tistih 30 dni, ko telo ta sladkor čisti iz sebe, ni več odvisno od njega in pač potem imamo pri strankah tisti efekt, se v bistvu ne rabim več. Se mi sploh ni, ampak pač od tega je treba priti. Zdaj, kakšni triki so to, ali pač ne vem, kakšne nadomestke iščemo. Ja, ne vem, jaz recimo zdajle, pravim, jaz presladkega še zdaj ne morem, tudi ko grem majčkano zdajle, pač malo december je bil malo katastrofalen. Se je poznal tudi na postavi, ampak zdaj sem rekla, grem se malo spucati. Pa recimo vzamem ta eritritol, pa kakšno tortico zdravo naredim, ne vem, skuto, kako imaš ti kakšno stolišče zdaj do teh stvari? Ja, zdaj načeloma jaz mislim, da če imamo zdrave variante, recimo za sladice, imamo kakšne te zdaj ful moderne proteinske sladice, pa ne vem kaj, pa meni se zdi bolj, če si navajen na sladko, pa preveč je sladkega, tudi če boš imel ti, ne vem, sladico LCHF ali pa iz proteinov narejeno, ali pa iz ne vem kakega sladila, pa še vedno je to, ne vem, tvoja navada, da ješ preveč sladkega. Ja.
Točno to, ja. Ne, res, mislim, Ampak ne rešiš vem, delno problem, je boljša opcija, če je že opcija, ampak fajn bi bilo se navaditi, da je pač tega čim manj, v kakekoli obliki je. Okay. Se pravi, kaj je priporočila, zdaj kakšno sadje, ne vem kaj. To pa pri strankah, spet vemo, da sadje ne nadomesti nobene čokolade. Nobeno suho sadje ne nadomesti čokolade in nobena, ne vem, proteinska ploščica ne nadomesti čokolade. Ja. In zato jaz potem velikokrat rečem, da se morajo ljudje pač dejansko ali imamo tisto prehodno krizno obdobje, ko rečemo pač, pa pojej tisto čokolado, pa je to enkrat, pa je to čim manjkrat, da pa se to čim manjkrat ponavlja, ali pa da pač zberemo najboljše od slabega, da se zmanjšuje količina in da potem pač počasi pridemo do tega, da se tudi telo odvadi in je potem strankam večinoma pač na tak način najlažji. Enim je pa najlažje, da kar presekajo, da se odločijo, da se preklopijo v glavi in rečejo tak, zdaj pa več ne bom. No, glih sem te to hotela vprašati, kaj pa te tako kar prešaltaš, koliko časa, a to dejansko pol zdržijo pač cel cajt, ali je boljša pač cilj je, da se vrnemo v normalno življenje, pač odvisno od tipa človeka. Enim je najlažje, da presekajo in si rečejo tak, zdaj pa en mesec ne bom nič in potem bom čez en mesec, bom pa eno tortico. Ko pa se navadim, da namesto vsak dan jem čokolado, jo jem, ne vem, enkrat na teden. Pač načeloma si vsi želimo pač realno življenje, pa na dolgi rok, ker načeloma, ne vem, ljudje, ki so, ne vem, odvisni od cukra, ker padeš recimo v odvisnost od sladkorja zaradi stresa, zaradi nekih čustvenih stvari, se boš vedno vrnil nazaj. No, se to. Jaz sem recimo čez leto, dve, a ne? In potem zato je pač jaz predlagam, da, ne vem, ali se nadomesti potem, s čem sproščajo stres, a ne? S čem se sprošča stres, torej da, ne vem, namesto da v tistem trenutku, ko so pod stresom, ne popadejo čokolado, ampak grejo, ne vem, reči ali športat, ali teč, ali, ne vem, pokličejo trenerja in rečejo, zdaj imam pa spet, ne vem, željo po čokoladi, kaj ne naredim, pa damo spet ali neke nadomestke, ali rečemo, če že imaš rojstni dan, pojdi, ampak zreduciraj pol ostale stvari, ki jih v dnevu poješ, da vseeno pridemo na neko normalno kalorično ravnovesje, recimo pri ljudeh, ki jih pač hujšajo, ali pa pol idi trenirati in da pač s takimi stvarmi pol malo zbalansiramo vse. Tudi jaz pojem kako tortico tu pa tam. No, vse sem te hotela vprašati, mislim tako. Kaj pa recimo te občutki krivde? Veš, meni se dosti ljudi mi reče, ja, ne vem, sem se odločila za dieto, ampak ne vem, pol pojem tisto tortico. Pardon? Še 5 minut mava. Sem pričuljeva. Evo, bova kratke. Kaj pa z občutki krivde, recimo? A veš, ko poješ, recimo, kakšno tortico, zdaj eni se krivijo, in pa ne vem, lahko je vmes minili 7 dni, ampak bojo oni občutili krivdo, da se to poje. Vse tako to, pač načeloma je fajn, da se potem ali nekaj naredijo nasproti temu, da grejo, na primer, ne vem, ali trenirati, da si zmanjšajo slabo vest, da grejo, ne vem, ali rečemo, če že imaš, ne vem, ženske ponovadi pred menstruacijo. Če veš, da ti pred menstruacijo vedno zapaše tortica in ti trener reče, ne vem, ne smeš, sploh ne tega, dosti strank pol ugotovimo, da se zlaže, ne, in jim damo suho sadje in pojejo še suho sadje in potem še čokolado. Aha, ja, seveda. Pa če ne druga, ob 11. zvečer gre pa na Petrol, pa si tisto čokolado kupi. Pač porečemo, rajši pojej tisto čokolado, če je nujno, ampak če veš, da pa pred menstruacijo vedno pridemo do tega, da pač ti to rabiš, pojej za kosilo toliko manj, za zajtrk, če veš, da imaš rojstni dan zvečer, da boste pojedli, ne vem, boš pojedla en kos torte, pojej, ne vem, manj ogljikovih hidratov čez dan, pa se to potem nekako tako zbalansira, ali pa gre tisti dan se pojedi kaj gibati, ali se pojedi drug dan kaj gibati. Negativne misli pa slaba vest pa itak negativno vplivajo na telo. Vidiš, to je torej, pa da ti poješ tortico in se bolj psihiraš in si pod stresom, cel dan in slabo spiš, zaradi tega bo slabši efekt, kot da bi rekel, pojem tortico, v redu je, zaslužila sem si, ne bom zaradi tega, ker sem danes, ne bom, ne vem, naslednjih 14 dni. V depresiji, ne, pa ne bom naslednjih 14 dni pojedla več tortice, ampak danes sem, za danes se ne sekiram, šla bom malo migati jutri in pač it's okay. Se pravi, da se sprijaznimo, pač situacija je taka in taka, danes sem se pregrešila in pač potem ta nek zdrav življenjski slog. Če se pregrešiš, tu in tam ni problem 80-20, če ti 80% časa ješ zdravo, to pomeni, ne vem, zajtrk, kosilo, večerja vsak dan, malce vsak dan so pretirano zdrave, od enkrat na teden tortice ne bo nič.
Od vsaki dan tortice in vsaki dan čokolade in vsaki dan čipsa pa je. Ja, to pa, res je. 80-20. Ja, decembra sem enkrat poznal to, vse, kar si rekla. Ok, žal se bomo mogli že posloviti, a imamo kakšno vprašanje, mogoče, evo, Tomaž je danes moj snemalc, tako da če slučajno kakšno vprašanje, da vprašamo na kratko Nives, če ne, pa mogoče pa pod YouTubeom, tako. Zdaj mi samo povej, Nives bo tudi zdaj lepo podarila, ne? Imamo še eno nagrado, tako da, evo. Online svetovanje. Evo, super. Prehransko, glede vadbe. Da lahko v bistvu vsi, kdorkoli sodeluje. Jaz tudi delam po principu pač online svetovanja, pa online trenerstva, kjer stranka dobi glede na pač svoje želje, cilje, prehranski načrt in pa vadbeni program, ki ga lahko na fitnessu ali pa doma izvaja. Zajema to pač nek osebni posvet, lahko je klic, lahko je pač svetovanje preko maila, potem se zmenimo dostikrat s kakimi, ne vem, izvidi, posebnosti in tolerancami, dobi stranka pol individualiziran jedilnik in pa vadben program, glede na to, ali ne vem, mora zgubiti težo, čvrstiti telo in tako naprej. Ok, super, evo, jaz mislim, da je nagrada res fantastična, pa podarila bom tudi jaz evo svojo knjigo o iskanju ljubezni, ker se tudi majčkeno dotaknem samo podobe pa zdravega načina življenja, tako da evo, smo se takole zmenili za nagrado, a bova enemu ali dve, vsaka posebej, ali ena oseba to dobi skupaj. A en skupaj. Evo, od mene pa Nives skupaj nagrada. Evo, super. Tako da bova na Instagramu objavila eno slikco, boste spodaj lahko komentirali oziroma pod YouTube, bova še obvestile. Tako, bova napisala. Tako da spremljajte naju, spremljajte Nives na Instagramu, Coffee with me. Hvala za pozornost. In hvala vam. Čau, čau.